Radio Ognišče, utrip dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji Franček Gorazd Tiršek o zlati medalji na Paralimpijskih igrah. Kdor vztraja in verjame, ta zmaguje. Škof Andrej se je na zaplazu, vzemimo si čas za bolne, bodimo Samarijani. Prvi mož Nata Stoltenberg podprl ukrajinsko ofenzivo v Kursku. Sklenila se je javna razprava o novem zakonu o psihoterapiji. Jutri začetek tedna vzgoje. Vreme, sončno in vroče, jutri popoldne je v gorah možna kakšna nevihta. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Slovenska odprava na paraolimpijskih igrah v Franciji ima že prvo medaljo. Za zlato je včeraj poskrbel najuspešnejši član slovenske ekipe, strelec Franček Gorazd Tiršek. Včerajšnja preizkušnja z zračno puško stoje v kategoriji R4 je bila zanj uvodna, a hkrati najpomembnejša tekma na igrah. To je disciplina, v kateri ima največ uspehov. Do letošnjih iger je bil prav v njej tudi trikrat srebrn na prejšnjih največjih tekmovanjih. Čeprav je bil trikrat zelo blizu, pa je bila medalja zlatega leska tista, ki mu je še manjkala. O zmagi je povedal. Sej tiste srebrne so bile vedno na dosegu zlata, pa so se stvari obračale, kot so se govorijo, sem zgubil zlato zaradi krča. Danes se mi je srečo tak krč zgodil v probnih strelih. To so pač trenutki, enkrat tako, drugič drugače. Danes se mi je vse poklopilo, tako da enkrat se vrne. Jaz vedno pravim, kdor vztraja, kdor verjame, ta zmaguje. O tem, kako bo medalja vplivala na njegovo nadaljnjo športno pot in ali bo še vztrajal tudi do naslednjih iger v Los Angelesu leta 2028, pa takoj po koncu tekme ni razmišljal. Poudaril je, da se mu je letos že tako ali tako zgodilo ogromno in da je skorajda čudežno spravil vse pod nadzor, da je nato pripeljal do medalje. Toliko je bilo letos v tej sezoni nemogočih situacij. Na državnem prvenstvu sem padel iz stola. Na evropskem prvenstvu se mi je vse podrlo. Moral sem pod silom prilike menjati novo puško. Dobavitelj mi je obljubljal puško, vendar sem videl, da me vleče za nos, zato sem moral se obrniti na drugo firmo in dejansko res pod hitro dobiti orožje, da sem lahko začel trenirati, čas je bežal. Moral sem postoriti nov strelski stol. Ogromno je bilo novih stvari in vsaka stvar zahteva ogromno nastavitev. In tu moraš biti res perfekcionist in da mi je to uspelo za mojo ekipo seveda v tako kratkem času. Več o športu pa pri koncu današnje informativne oddaje. V osrednjem Marinem romarskem svetišču novomeške škofije na Zaplazu je bilo dopoldne srečanje bolnih in ostarelih. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje se je pri sveti maši zahvalil škofijski Karitas Novo mesto za organizacijo in vsem, ki skrbijo za pomoči potrebne, še posebej zdravstvenim delavcem in bolnišničnim duhovnikom. Ti po škofovih besedah namreč obolelim lajšajo tako telesne kot duševne bolečine, jim nudijo zdravljenje, pa tudi sočutje in človeško bližino. Med drugim je spregovoril o stiski zaradi osamljenosti, ki je danes zelo velika. Ne samo v bolnišnicah, pač pa tudi po domovih. Mnogi starejši ostajajo cele dneve sami in nimajo nikogar, ki bi z njimi nekaj časa preživel, jih poslušal in jih sprejemal v njihovi nemoči. Izkušnja zapuščenosti človeka spravlja lahko tudi v stisko, ki je tudi zelo težka. Še toliko bolj pa postane težka v času negotovosti, ki jo povzroča nemoč, bolezen ali kakšna druga nesreča. Če nekdo izreče svojo stisko in ga drugi sliši, je olajšan in gre naprej tudi lažje. Čuti podporo in ve, da v trpljenju ni sam.
Je dejal škof Seje na Zaplazu in poudaril tudi, da ne zdravimo samo zdravili, temveč tudi z ljubečim človeškim odnosom, ki vliva upanje in krepi življenjsko moč. Prilika o usmiljenem Samarijanu pa je spodbuda, da tudi mi hodimo po poti Samarijana, ki je podoba Kristusa, in se po njem zgledujemo. Pod okriljem Društva katoliških pedagogov Slovenije se jutri začne teden vzgoje z naslovom Romarji upanja. Letos je namenjen duhovni in molitveni pripravi na prihajajoče jubilejno leto. Upanje je po mnenju katoliških pedagogov odgovor na lanskoletna vprašanja projekta, ko so opozarjali na težave, s katerimi se srečujejo učenci in učitelji v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Mednje spadajo področja spolne vzgoje in identitete ter nedotakljivosti človeškega življenja. Meta Potočnik. Minuli četrtek so v društvu pripravili tiskovno konferenco in predstavili teden vzgoje, ki se prične jutri. Pripravili so uporabno gradivo za bogoslužje in osebno rabo, v katerem je za vsak dan na voljo kratko razmišljanje učitelja ali kateheta na temo upanja. Vemo, da se naš vzgojno-izobraževalni sistem sooča z različnimi težkimi vprašanji, kot je avtonomija samega pedagoga, potem pomanjkanje strokovnega kadra. Marsikateri učitelj je preobremenjen z takega ali drugačnega stališča in mislim, da nam ta misel, da smo vsi romarji upanja, da prinašamo v ta prostor namesto obupa neko veselje, neko vedrino, je povedal koordinator tedna vzgoje Matevž Vidmar. V društvu vedno znova poudarjajo, da je vzgoja predvsem stvar srca in odnosov, kar pa seveda vpliva tudi na znanje, moralo in vrednote. Mislim, da je v šoli, posebej v tem času tega pragmatičnega individualizma Evropi, Ameriki, ključnega pomena, da vzgajamo naše otroke, dijake, študente za odnose, ki so pristni, osebni, ne digitalni. Digitalni so lahko sredstvo, nam veliko pomagajo lahko. Hvala Bogu, da imamo umetno inteligenco, ampak to ni to. To ne more nadomestiti osebnih odnosov. Je pojasnil škof Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za šolstvo. Prepričan je, da človek sam sebi ne zadošča, saj obstaja še nekaj več, kakor človek sam. Zato je znova poudaril potrebo po odkrivanju duhovnega sveta mladim in potrebo po poznavanju religij. Se pravi, razsežnost presežnega častiti pomeni, da človek gleda onstran preko, kako to imenuje. A je to osebni bog, ne vem, krščanstva, a je to judovsko, islamsko ali kakšno drugo verstvo ali kakšna druga filozofija, to je pa druga reč potem. Dalje pa smo se pogovarjali že tudi na ministrstvu o tem in je bilo neko razumevanje so potem konkretnih dejanj, da predvsem, ko gre za častiti, pomeni, da bi dijaki, otroci v šolskem sistemu tudi v Sloveniji spoznali temeljne stvari o religijah in etiki. Gradivo za uporabo pri bogoslužju ali doma najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov. Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še: Na katero pot bo po jesenskih parlamentarnih volitvah stopila Gruzija? Na 62. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra tudi o vseh prednostih digitalizacije kmetijstva. Študijski dnevi Draga že v uvodni razpravi v znamenju Rebulove vezi z Antiko. Prometno-informacijski center. Dober dan. Na pomurski avtocesti so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas, zato previdno med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Tudi danes je daljši zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Trenutno je kolona proti Avstriji dolga 9 km, zato je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet. Uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je proti Karavankam in Avstriji zaprt. Vsem voznikom, ki so namenjeni na Jesenice ali proti Kranjski Gori, priporočamo,
da gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Lesce. Tudi na koncu štajerske avtoceste je zastoj. Pred prehodom Šentilj proti Avstriji je kolona dolga približno 4,5 km. Zastoje z ljubljanske zahodne in južne obvoznice od razcepa Koseze in priključka Vič mimo razcepa Kozarje in Brezovice proti Vrhniki in Primorski zamuda okoli 20 minut. Na posameznih odsekih primorske avtoceste prihaja do zastojev med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zamuda kakšnih 20 minut. Na hitri cesti med priključkoma Bertoki in Koper center Slavček pa je zastoj proti Izoli, zamuda približno 5 minut. Na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica je prav tako zastoj. Cesta Ilirska Bistrica Knežak-Pivka je zaradi prireditve do 9. zvečer zaprta za ves promet med Šembijem in Gaberjem. Zapora pa bo tudi jutri v nedeljo, 1. septembra, med 6. in 24. uro. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik. Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg se je v intervjuju za nemški tednik Welt am Sonntag odzval na nedavno odločitev Ukrajine, da vdre v rusko obmejno regijo Kursk. Prvi mož NATO pojasnjuje, da je bila Ukrajina znotraj svojih pristojnosti, ko je zagnala to ofenzivo, saj je šlo za samoobrambo. Stoltenberg je prepričan, da so ruski vojaki, tanki in oporišča v Kursku legitimne tarče na podlagi mednarodnega prava. Ofenziva je glede na njegove navedbe presenetila tudi zaveznike Kijeva, saj ta svojih načrtov ni vnaprej predstavil. Zagotovil je, da zavezništvo pri tem ni igralo nobene vloge. Vodja NATO je še dejal, da Ukrajina z napredovanjem na rusko ozemlje tvega, vendar je od nje odvisno, kako bo vodila svojo vojaško kampanjo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da je cilj operacije ustvariti varovalni pas, s čimer bi preprečili nadaljne ruske napade. V Kijevu medtem še vedno močno odmeva prvo strmoglavljenje letala ameriške proizvodnje F-16 na ukrajinskih tleh. Ukrajinska vojska je sporočila, da je lovsko letalo strmoglavilo ta teden med bojno operacijo, pilot pa je umrl. Zelenski je nato včeraj odstavil poveljnika letalskih sil Mikolo Oleščuka. Razloga za njegovo odstavitev uradno ni navedel, samo to, da želi z zamenjavo na čelu letalstva okrepiti poveljstvo vojske. Oleščuk je predtem javno zanikal nekatera namigovanja, da je lovca po nesreči sestrelila raketa ukrajinske zračne obrambe. Pred Gruzijo so pestri tedni. Konec oktobra jo čakajo parlamentarne volitve. Pričakovati je, da bodo odločile, ali bo država iz Zakavkazije uspela obstati na evropski poti ali bo dokončno podlegla ruskemu vplivu. S kakšnimi razmerami se sooča, smo vprašali strokovnjaka za pravo človekovih pravic, doktorja Jerneja Letnarja Černiča. Nekaj njegovih misli je zbrala Helena Križnik. Dr. Letnar Černič ocenjuje, da se bo v Gruziji v kratkem začela stopnjevati napetost, ne izključuje protestov. Volitve se bližajo, čez 2 meseca bodo potekale, tako da lahko pričakujemo, da bodo oblasti začele nadzirati civilne družbene organizacije. Tudi če malce spremljamo dogodke v zadnjih dneh v Gruziji, predstavniki vladajoče stranke Gruzijske sanje so pred nekaj dnevi podali eno deklaracijo oziroma izjavo, s katero želijo nekako preprečiti tudi nastop največje opozicijske stranke oziroma opozicijska gibanja na volitvah. Bomo videli, če jim bo to uspelo. Dr. Letnar Černič težko že zdaj napove, kaj bodo prinesle parlamentarne volitve. Kot pojasnjuje, je prebivalstvo medgeneracijsko razdeljeno. Starejše prebivalstvo bolj naklonjeno vladajoči koaliciji, mlajši opoziciji, tako da lahko pride do nekega pad položaja. Če ne bo prišlo do hudih zasukov, se utegne zgoditi, tako dr. Letnar Černič, da bo slavila opozicija.
A to ne pomeni takojšnjih sprememb, opozarja. Če zmaga opozicija, bo težko kar naenkrat čez noč znova narediti institucije močne, ker morate vedeti, da gruzijske sanje v zadnjih 12 letih so v bistvu ugrabile vse institucije gruzijske demokratične in pravne države, obvladujejo tako sodstvo, tako izvršilno kot zakonodajno vejo oblasti, nadzorstvene institucije, tako da čez noč bo težko kaj storiti, bo zagotovo pa prvi korak k obnovitvi vladavine prava v Gruziji. Gruzija je decembra lani postala kandidatka za vstop v Evropsko unijo. A proces približevanja utegne zastati, saj je v začetku poletja tam začel veljati zakon o tujem vplivu, ki se zgleduje po sorodnem ruskem aktu. Tudi drugače je v državi Zakaukazja čutiti velik vpliv severne sosede. Finančno, gospodarsko moč v Gruziji obvladujejo elite, ki so izjemno prorusko usmerjene. To moč je težko hitro omejiti, zato v kratkem gotovo ne bo prišlo do situacije, ko bo prebivalstvo enotno podpiralo evropsko pot in oddalitev od Rusije. Je pa res tukaj država, kot je Gruzija v kočljivi poziciji, tudi zaradi geografskih vplivov, tudi zaradi tega, ker Ruska federacija nadzira petino njenega ozemlja. Kdorkoli bo že zmagal na volitvah, bo nekako moral najti neki kompromis tako med Rusko federacijo in Evropsko unijo, kar pa v sedanjih časih vojne v Ukrajini ne bo lahko. Še ugotavlja dr. Letnar Černič. Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je davi sporočila, da sta bila ponoči na Zahodnem bregu ubita napadalca, ki sta predtem razstrelila oziroma poskušala razstreliti avtomobila bombi. Palestinsko teroristično gibanje Hamas in njegova zaveznica Islamski džihad sta dejanji napadalcev pozdravila. Izrael je medtem končal mesec dni trajajočo protiteroristično operacijo v delu južne in osrednje Gaze, torej na območju Han Junisa in Dehir al-Balaha. Po umiku vojske so se tja že vrnili nekateri prebivalci, medtem ko reševalci med ruševinami odkrivajo trupla. Med operacijo je vojska po lastnih navedbah ubila več kot 250 palestinskih borcev in uničila teroristično infrastrukturo. Papež je minuli teden v Vatikanu sprejel svojce žrtev tragične eksplozije, ki je pred 4 leti odjeknila v bejrutskem pristanišču in uničila dobršen del mesta. V nagovoru je poudaril, da ima narod pravico do resnice in pravice. O tem, kje se zapleta pri iskanju krivcev oziroma priznanju odgovornosti, smo se pogovarjali z Jano Lampe Slovenske Karitas, ki je maja letos obiskala Libanon. Tja je v sredo prispela tudi humanitarna pomoč, ki jo je Slovenska Karitas v sodelovanju s partnerji v deželo Cedar odposlala konec julija. Marta Jerebič. Spomnimo, 4. avgusta 2020 je v bejrutskem pristanišču odjeknila močna eksplozija. Smrtnih žrtev je bilo več kot 200, 7.000 je bilo ranjenih, brez doma je ostalo približno 300.000 ljudi. Jana Lampe pojasnjuje, da je Libanon že leta 2019 zajela huda politično-gospodarska kriza s finančnim kolapsom, do česar je prišlo po desetletjih korupcije in zapravljivega ravnanja vladajočih. Verjetno je bila tudi eksplozija povezana s tem. Sicer pa sodelavci Karitas pravijo, da kdorkoli je prišel blizu resnice, kdo je kriv za eksplozijo, je enostavno skrivnostno izginil. Ljudje se zato počutijo nemočne in se bojijo, da ne bodo nikoli dobili odgovorov. Ker naj bi ob eksploziji pristanišče preletelo neko letalo, je zlasti ob možnem širjenju konflikta med Hezbolahom in Izraelom, ki je trenutno še omejen na južno mejo, vidno opazen tudi strah, da bi se kaj takega ponovilo. Bojijo se poka, eksplozij, letal. To sem tudi sama občutila, recimo, ko smo en zvečer zunaj sedeli sodelavci Karitas Libanon in je Bejrut preletelo letalo in se spomnim mene sodelavko, ko je čisto od strahu otrpnila. Libanon je bil nekdaj Švica Bližnjega vzhoda. Ljudje so res dobro živeli, tudi sodelavci Karitas mi to povejo. So rekli, Jana, ko smo mi včasih živeli, pa kako danes živimo. To ni primerjave. 70% prebivalstva živi pod pragom revščine. Učitelj ima na primer 150 evrov plače, cene osnovnih življenjskih potrebščin pa so podobne kot pri nas. Zato so zelo odvisni od tuje pomoči. Slovenska Karitas jim pomaga že več let. Med drugim je v sodelovanju s partnerji konec julija v deželo Cedar odposlala za 100.000 evrov materialne pomoči. V Libanon pa je prispela 28. avgusta.
Več o tem, kakšne zgodbe in stiske stojijo za prejemniki te pomoči, pa v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. uri. Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne. Spet doma. Sklenila se je javna razprava o predlogu zakona o psihoterapiji. Nujno ga potrebujemo, da se področje uredi in se uspešno razvija naprej, a nekatera pomembna področja ureja nestrokovno in celo protiustavno, je za naš radio komentiral zakonski in družinski terapevt ter profesor na Teološki fakulteti dr. Robert Cvetek. Njegovo oceno je povzel Rok Mihevc. Nekatere rešitve in opredelitve so ustrezne, je pa velika škoda, da nekatere ključne tematike in področja ureja nestrokovno, nepremišljeno, neustrezno in celo protiustavno, meni Cvetek. Po našem mnenju bo predlagan zakon enostavno zgrešil cilj. Ne bo povečal dostopnosti, varnosti, kakovosti in preglednosti psihoterapevtskih storitev, kot trdijo predlagatelji in kot je tudi namen, ampak bo zdaj, če bo ostal v taki obliki, kot je v javni razpravi, namesto tega privedel do obratnih učinkov. In kaj je tako problematičnega? Cvetek odgovarja, da vse raziskave kažejo na velik porast duševnih motenj in težav. Skoraj polovica Evropejcev naj bi imela simptome depresije in anksioznosti. Če dam eno primerjavo, recimo, da imamo en vrt s povsem suhimi rastlinami, potem pa sprejmemo zakon, ki določa, da lahko rastline zalivajo le tisti, ki uporabljajo eno posebno uradno odobreno zajemalko. Ta zajemalka se v raziskavah ni izkazala za nič bolj učinkovito od drugih, v nekaterih primerih je celo slabša, a zakon vztraja pri njeni uporabi. In zdaj vsi ostali vrtnarji, ne glede na njihove izkušnje ali uspehe pri gojenju rastlin, bi bili tako izključeni iz zalivanja, čeprav bi imeli boljše metode ali pa orodje. In posledica mnogo teh vrtov bi ostalo nezalitih, rastline bi venele, medtem ko bi pa usposobljeni vrtnarji v narekovaju z napačnimi zajemalkami nemočno opazovali. In tako absurdno omejujoč pristop predlaga ta nov zakon o psihoterapiji. In tako, namesto da bi omogočili cvetenje vseh psihoterapevtov, grozi, da se bo področje duševnega zdravja v Sloveniji izsušilo. Rešitve pa so po njegovem mnenju dokaj enostavne in je treba imeti voljo, da se jih spelje. Med drugim predlaga ustanovitev zbornice, ki bo predstavljala različne skupine na področju psihoterapije. Več o tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Letošnji mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni je privabil veliko obiskovalcev. Sodelujoči so med drugim predstavljali načine, s katerimi kmetijstvo stopa v korak s časom. Kakšno vlogo lahko pri tem odigra digitalizacija, pa v prispevku Mance Hribar. Napredne kmetije se zavedajo pomena podatkov, zato uporabljajo digitalne rešitve, ki jim pomagajo pri pametnejšem kmetovanju. Projektna menedžerka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Lara Resman. Uporabljajo različne programe, aplikacije in podobno, ko jim pomagajo res potem pregledovati te podatke, pa se odločati na podlagi podatkov. Potem so tu razne aplikacije, ki omogočajo recimo spremljanje samih tehnoloških in proizvodnih parametrov, pa potem spremljajo kakšne te parametre temperature, vlage, potem lahko z kakimi kamerami na daljino vidijo ali pa zaznavajo kakšne škodljivce. Po besedah Resmanove si kmetije z digitalnimi rešitvami lahko pomagajo vse od setve pa do žetve. S pomočjo navigacijskih sistemov namreč lahko pametneje opravijo setev, pametno škropijo in gnojijo ter potem na koncu tudi pametno žanjejo. Odločno je v digitalizacijo poljedelstva in živinoreje zakorakalo tudi lenarško podjetje Žipo. Direktor podjetja Mitja Kranjc je povedal, da so začeli digitalizacijo uvajati pred več kot 10 leti in jo postopoma uvajajo še danes. To nam sploh omogoča, da se lahko remo preciznih metod kmetovanja,
da sploh lahko, tudi varujemo okolje, tako da ciljno in pa v točno določenih odmerkih nanašamo fitofarmacijo in pa umetna gnojila, da lahko naredimo podrobne analize tal. Tako Kranjc, ki dodaja, da so na dobri poti tudi k digitaliziranju živinoreje. Pred leti so že začeli uvajati senzoriko, da bi zaznavali anomalije in bolezenska stanja pri živalih. Računajo, da bi se na ta način lažje in hitreje odzivali na možen izbruh bolezni. Lara Resman z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota ob tem ocenjuje, da je fizična prisotnost kmeta še vedno potrebna in zaželena, saj nobena tehnologija ne bo dala tako natančne diagnoze kot človek. Ob tem pa dodaja, da digitalne rešitve niso uporabne le za kmete z velikimi kmetijami, temveč tudi na manjših kmetijah. V parku Finžgarjevega doma na občinah so se včeraj z razpravo vergili proti ChatGPT-ju, vloga klasične izobrazbe v dobi umetne inteligence, začeli 59. študijski dnevi Draga. Ta tema, kakor vse druge na letošnji Dragi, je navdihnil pred stoletji rojeni pisatelj in katoliški mislec Alojz Rebula, ki je bil desetletja povezan s študijskimi dnevi. Na to so opozorili govorci, ki so ob odprtju Drage pozdravili udeležence. Tone Gorjup. Senatorka Tanja Rujc je v Dragi povedala. Draga je skozi skoraj 6 desetletij pravzaprav ob reviji Zaliv tista zares svobodna tribuna, ki je združevala in ki združuje ljudi mogoče različnih misli, ampak skupnega cilja, ki je cilj etike in demokracije. Ob tem je Društvu slovenskih izobražencev oziroma Prosveti, ki organizira Drago, čestitala, da jo je posvetila Rebuli in temam, ki so mu bile pri srcu. Prva od njih je klasična izobrazba in njeno mesto v dobi umetne inteligence. V tem so včeraj spregovorili razvojna inženirka v podjetju Pipistrel Tina Palk, profesor rimske in grške književnosti Marko Marinčič in profesor za filozofijo kulture Ernest Ženko. Tina Palk, ki je klasično izobrazbo pridobila na Tržaškem liceju, je opozorila, da umetna inteligenca ne dojema besed kot človek. Vsaka beseda je šifrirana. Umetna inteligenca je zelo dobra v razumevanju človeškega dela oziroma človeških besedil in zelo dobro prilagaja in kombinira človeška besedila. Ko pa pride do takih enostavnih vprašanj nam, se več kot očitno zadeva zamoti. Le človek spoznava, da imajo besede več pomenov, lahko razume pojme izven besed. Opozorila je, da je tehnologija nastala, ker je človek len, ker želi zmanjšati porabo in stroške ter več zaslužiti. Marinčič pa je spomnil, da je to, kar nam ponuja ChatGPT, lahko tudi sofisticirana oblika plagiatorstva. Zahtevnimi vprašanji pa umetno inteligenco spraviš v krizo, saj nima motivacije in domišljije, to ima namreč le človek, saj razmišlja. Skrbi pa ga na primer uporaba umetne inteligence v vojaške namene, kjer si orožje na primer samo izbere tarče. Ženko je prepričan, da ima antika oziroma klasična izobrazba še vedno neprecenljivo vrednost. Nanjo prisegajo številne generacije, je dejal in pojasnil. Mi dobivamo od umetne inteligence, se pravi generativne, neprestano hitre odgovore. Mi pa potrebujemo predvsem vprašanja, načine interpretacije, kritično mišljenje. To je pa to, kar nam daje klasična izobrazba. Današnji program so odprli mladi z dopoldansko razpravo z naslovom E-Draga, energetika prihodnosti. Čez dobro uro pa bo Peter Jambrek spregovoril o EU in krizi demokracije. Zvečer bo na vrsti še projekcija dokumentarnega filma Epifanija zemlje in duha, Alojz Rebula v zanosu besede in šepetanju vere. Poletne paralimpijske igre Pariz 2024. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paralimpijskih igrah v drugi tekmi predtekmovanja v skupini B premagala Ruando s 3-1. Na prvi tekmi je izgubila proti Kanadi, zato je bila današnja zmaga več kot dobrodošla za Slovenke. Super zmaga, super, da nam je uspel prebiti ta let in premagati Ruando.
Kljub neoptimalni igri smo v bistvu uspeli zdržati in dobili 3 sete, kar je na koncu koncev ključno in glavno, tako da čestitke ekipi. Je po zmagi povedala odbojkarica Lena Gabršček. Tretja in zadnja tekma predtekmovanja čaka Slovenijo v ponedeljek proti svetovnim prvakinjam Brazilkam. Iz obeh predtekmovalnih skupin se bosta prva in druga ekipa uvrstili v polfinale, tretji bosta igrali za končno 5. mesto, četrti pa za 7. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je na petkovi zahtevni etapi na dirki po Španiji zablestel v polnem sijaju in več kot prepolovil zaostanek za vodilnim v generalni razvrstitvi iz Avstralije Benom O'Connorjem. Na današnji etapi mora karavana premagati 2 gorska prelaza 3. in 1. težavnostne kategorije. Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je na svetovnem prvenstvu v Andori zasedla 14. mesto. Naslov svetovne prvakinje je pripadel Avstrijki Valentini Hell, ki je slavila že 3. zapovrstjo. Odprto teniško prvenstvo ZDA je postreglo z novim presenečenjem. Po Špancu Carlosu Alcarazu je izpadel še Srb Novak Djokovic. Branilec naslova je v 3. krogu izgubil z Avstralcem Aleksejem Popirinom 4-6, 4-6, 6-2 in 4-6. Napredovala pa sta 4. nosilec Nemec Aleksandar Zverev in 6. postavljeni Rus Andrej Rubljev. V ženski konkurenci je branilka naslova Američanka Coco Gauff preživela napeto končnico in ugnala Ukrajinko Elino Svitolino. Uspešni sta bili tudi drugo postavljena Belorusinja Arina Sabalenka in olimpijska prvakinja Kitajka Zheng Qinwen. Le dan po nezgodi na treningu so v moštvu Mercedesa sporočili, da je njihov prihajajoči voznik za naslednjo sezono 18-letni Italijan Andrea Kimi Antonelli. Najstnik iz Bolonje bo tako tudi uradno nasledil Britanca Lewisa Hamiltona v Formuli 1, ki se po sezoni seli k Ferrariju. Danes popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma sončno vreme, popoldne bo v gorah in na prehodu med Primorsko in Notranjsko možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa podobne današnjim, na Primorskem do 34 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s šibkimi severnimi vetrovi, k nam dotika topel in dokaj suh zrak. Obeti: v ponedeljek bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije in Alpah bo nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje v Novi Gorici izmerili so 38 stopinj Celzija, Ajdovščina 36, Tolmin 35, Črnomelj in letališče Portorož pretežno jasno 34, piha zahodnik 16 km/h. 33 v Celju, na letališču Edvarda Rusjana Maribor, v Ljubljani, Murski Soboti, Krškem, Metliki, na Ptuju in Trbovljah. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Novo mesto jasno in 32 stopinj, 32 tudi v Ilirski Bistrici, Kranju, Lendavi, Litiji, Mariboru, Podčetrtku, Slovenskih Konicah in na Vrhniki. 31 v Kočevju, na letališču Lesce, Postojni in Slovengradcu, v Bohinjski Češnici, Gornjem Gradu, Idriji, na Ravnah na Koroškem, v Rogaški Slatini, Trebnjem in Velenju. Gorenja vas 30, piha severni veter v sunkih do 21 km/h, Koper 30, piha zahodnik v sunkih do 28 km/h, Rateče, Hočko, Pohorje in Logatec 29, Babno Polje 28, Jezersko 27, Lisca pretežno oblačno 26, Bovec 26, piha severovzhodnik v sunkih do 35 km/h, Krvavec in Rudno Polje 19, na Krvavcu piha vzhodnik v sunkih do 22 km/h, Kredarica zmerno oblačno 15, piha jugovzhodnik 15 km/h in
Sveti trije kralji na Pohorju 29 stopinj. Zaradi nesreče je na bivši hitri cesti skozi Maribor oviran promet med nadvozom Melje in priključkom Maribor Center iz smeri Šentilja. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 9 km, predor Karavanke zaradi varnosti občasno zapirajo v smeri proti Sloveniji. Zastoj je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kolona je tam dolga 4,5 km. Zastoj je na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od priključka Brdo in priključka Vič mimo razcepa Kozarje in Brezovice proti Vrhniki, zamuda je približno 20 minut. Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Lom in priključkom Brezovica proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Brezovica. Do 16. ure na nekaterih primorskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kršišnik in voditelj Robert Božič. Ura je 15:36 minut. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.